Glasovi svetov. Lepo pozdravljeni, dober dan želim. Dr. Dimitrij Mlekuž, vrhovnik. Nedavno sta s pomočjo vse bolj izpopolnjene tehnologije in arheološkega instinkta, verjetno pa tudi gverilske taktike, kot sem nekje prebrala, s kolegom dr. Tomažem Fabcem na Krasu, na Kraški planoti, odkrila več dolgih in krajših kamnitih megastruktur. Mislim, da gre za 4 monumentalne strukture, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množičen lov. Gre za prvi tak znan in odkrit primer v Evropi te strategije lova iz prazgodovinskega časa. To sicer ne pomeni, da se ljudje predbronastega zgodovinskega obdobja niso ukvarjali z lovom in se niso preživljali s prosto živečimi divjimi živalmi. Le na arhitekturno tako velike zgradbe, lovske objekte, tako ograjene prostore arheologi doslej še niso naleteli. Po teh odkritjih, dr. Dimitrij Mlekuž, vrhovnik, razmišljate tudi o tem, kako je bila okrog skupnega lova takrat v prazgodovini organizirana tudi družba, kar lahko spremeni ali pa spodnese določeno trdnost, prepričanj, znanj, veden, utemeljitev o značilnostih nekdanjih družb, saj gre za skupnostno ponavljajoče, usklajeno lovsko dejavnost. Torej, za začetek, če nam lahko rišete, kako je potekal takšen lov, kaj so za ta lov potem pomenile te kamnite pregrade oziroma pasti? Najprej dober dan. Ja, to so dejansko megastrukture, ogromne pasti, ki so namenjene za skupinski lov na velike črede živali. Mi si običajno predstavljamo, da v prazgodovini, v mezolitiku, so ljudje lovili tako z lokom in puščicami, uplenili 1 ali pa 2 živali. Ampak dejansko je šlo za lov na celotne črede. To so pasti, ki so narejene v obliki lijaka, to so zidovi, ki vodijo čez celo krajino, par kilometrov, spretno izkoriščajo značilnosti krajine, vrtače, sedla, prehode in tako naprej. Tako da v bistvu čredo jelenov, ki jo goniči poženejo v to past, peljejo čedalje nižje, čedalje bolj proti dnu, ker se ponavadi v vrtači ali pa za neko skalno steno skriva ta past. In živali, ko pridrvijo, ko ne vidijo, kaj jih čaka, padejo čez to skalno steno in se ulovijo v tako škatlasto konstrukcijo, ki leži pod to skalno steno. In tle gre dejansko za ogromne, za cele črede živali. Kot pravite, gre za zelo premišljeno, načrtovano taktiko, vendarle kako si predstavljamo te priprave, zamisli, kdo vse je pri tem sodeloval, kakšna je bila strategija, privabljanje živali. Šlo je najmanj za več 10 živali, od 50 do 100 ali celo več naenkrat, ki so jih uplenili, verjetno kopitarje. Kot rečeno, niso uporabljali recimo lesenih kopij, puščic, sulic, morda potem med razsekavanjem kaka rezila ali pa morda kake sekire in podobno. Kako so ohranili te presežke, velike količine mesa, morda malce pozneje, zdaj vendarle v kakšne pozicije so se ti ljudje postavili, kdo vse je sodeloval, moral sodelovati, kje in koliko časa so bili ljudje v zasedi, koliko časa so morali opazovati, prežati, koliko jih je bilo sploh teh lovcev naenkrat? Ja, to je dobro vprašanje in seveda marsičesa še ne vemo. Dejstvo je, da nam te velike konstrukcije, te ogromne megastrukture kažejo, da je šlo to za dejansko zelo organiziran in premišljen način lova.
ki ga je tudi izvajala večja skupina ljudi. Se pravi, to ni šlo za neke mehne skupince, par 10 ljudi, ampak je dejansko bila stvar neke večje organizacije. Že konstrukcija teh značilnosti, teh struktur je zahtevala na 10.000 ur dela, pa tudi lov sam je moral biti skupinska dejavnost. Zdaj, na podlagi tega, kako so te strukture umeščene v prostor, v krajino, sklepamo, da so lovili, prestrezali črede živali, najbrž jelenov, ne vemo pa še gotovo, ki so sezonsko migrirale, ki so se premikale od višin proti nižinam. In so jih nekje goniči, pa neka skupina jih je morala prestrežiti na enem takih prehodov in jih speljala v to past. Zdaj, ti zidovi, ki smo jih našli, so relativno nizki, meter, in marsikdo bi rekel, vse jelen to brez težav preskoči. Res je, en sam jelen to brez težav preskoči, ampak ta vrsta lova izkorišča vedenje črede med paniko. Ko čreda cela pade v paniko, ne bojo individualne živali skakale čez zid, ampak bojo tekle ob oviri. In ko jo goniči poženejo v past, ob te zidove, čreda teče ob zidovih in ti zidovi vodijo v ta lijak, če dalje oži so. Ko na koncu dejansko ni več izhoda. In edini izhod je padec čez to skalno steno, ker si polomijo noge, ker jih čakajo lovci in ker jih dejansko pokončajo. Seveda je zahtevala to precej ljudi goniče, ljudi, ki so stali ob zidovih, ki so prestrezali to čredo in seveda ljudi, ki so čakali na koncu v pasti in enostavno pobili te živali, razkosali in tako naprej. Skratka, izkoriščali so čredni nagon divjih živali, hkrati pa je dr. Mlekuž Vrhovnik potrebno pogledati tudi na posebnosti kraške pokrajine, površja, reliefa. Tudi s tem ste se ukvarjali z medsebojnim delovanjem zgodovine družbenega in gospodarskega razvoja Krasa in same ekološke dinamike. In sicer se mi zdi, da najbolj z perspektive sprememb in sicer gledate na elemente preteklih pokrajin, ki so še vedno ohranjeni v sedanji pokrajini. Zdaj, kakšne so pravzaprav te posebnosti, torej v perspektivi samih transformacij tega slovenskega krasa, morda takega kraškega krasa drugje v Evropi ni, gre za neko posebnost? Kraških prostorov je relativno veliko, tam, kjer je apnenec. Naš Kras je najbolj poznan zaradi zgodovine raziskave in tako naprej. Takih apnenčastih krajin je precej, ampak sej mogoče tle niti ne gre toliko za dejstvo, da smo na Krasu, da smo na apnencu in tako naprej. Dejansko ljudje so izkoriščali tisto, kar je bilo na voljo. Se pravi, krajino kot tako, s temi sedli, vrhovi, vrtačami, vse te kraške značilnosti, ki so tam in seveda material. Tam leži ogromno tega kamna na površju in to so z lahkoto prepoznala, kako so v bistvu uporabljali te večje kamnite preperev, apnenec, zato da so sestavljali te ogromne zidove. Sprašujem seveda zato, ker takšnih podobnih modelov namenske suhozidne gradnje v Evropi, kot pravite, še niso našli. Poznate pa sušne pokrajine Severne Afrike, Bližnjega vzhoda in Srednje Azije, kjer so take velike, večje gradnje dobro dokumentirane in so tudi služile skupnostnemu lovu na črede kopitarjev, predvsem gazel. Sicer ne vem, če so prav iz tega obdobja, kot na Krasu, se pravi iz tega prazgodovinskega obdobja. Ja, tako, v bistvu take vrste struktur smo do zdaj poznali z Bližnjega vzhoda, v bistvu Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, vse tja do Centralne Azije poznamo. Gre predvsem za sušne prostore, stepe, puščave in tako naprej. In tle imamo dokumentiranih na 10.000 takih struktur, podobno narejenih v obliki lijaka, ki vodijo do pasti. V Evropi takih struktur do zdaj nismo poznali. Poznali smo nekaj primerov skupinskega lova, kjer smo poznali to, da so ljudje poganjali živali čez kakšne skalne stene in podobno. Imamo celo nekaj upodobitev iz Skandinavije, kjer dejansko kažejo podoben tip lova, ampak to so prve take strukture, ki smo jih našli v Evropi. Ampak kako ste sploh naleteli na te strukture v pokrajini Krasa, slučajno med sprehodom,
ste jih zagledali s prostim očesom ali je šlo dejansko za raziskovanje, pogled iz zraka s to lidarsko tehniko, ste bili morda malce sumničavi, ko ste naleteli na neke neidentificirane strukture, čudne pojavnosti med opazovanjem tega reliefa, tega površja krasa? Ja, zdaj tle mislim, da je šlo ta klasičen trenutek v znanosti, ko človek reče, to je pa nekaj hecnega, nenavadnega. Skratka, midva s Tomažem se oba ukvarja s krasom, Tomaž je tudi domačin iz Zamejci, iz Malhin. Oba se ukvarja s krasom in pred časom sva pripravljala članek o razvoju kraške krajine. Zanimali naju je, kako se je oblikovala krajina, in v okviru tega članka sva pregledovala lidarske posnetke celotnega krasa. In na lidarju se odlično da prepoznati stare strukture, zidove, zemljiško razdelitev, čiščenje prostora in tako naprej. In sva kartirala na 10.000 teh struktur. Cel kras je dejansko poln ostankov preteklosti, predvsem iz bronaste dobe. Ampak med temi značilnostmi, ki sva jih prepoznala, jih je bilo nekaj, ki jih nisva znala umestiti. Enostavno so se nama zdele čudne, nenavadne, da izstopajo iz te množice vseh značilnosti. In to je bil ta moment, to je pa nekaj hecnega. In sva se odločila, da gre pogledati. In ko sva prišla do prve, sva se sprehajala skozi to kraško džunglo, sva prišla do te pasti, kjer dejansko ta lijak pelje do tega paca. In sva rekla, se to ne more biti drugega kot to, kar poznamo na Bližnjem vzhodu. Ampak, kdo nama bo verjel, ker tega dejansko ne poznamo v Evropi. Tako da sva rekla, to zahteva eno bolj temeljito in raziskavo. In kako sta dokazala, da gre za takšne tvorbe, torej da ne gre za neke kamnite ograje, ki delijo recimo posesti, ali pa morda za neke vojaške objekte iz preteklosti, saj poznamo recimo ta alpski zid zaporo antičnega obrambnega sistema, zaporo Julijskih Alp, za ostaline morda kakšne druge antične, poznorimske, starejše, mlajše trdnjave, obzidja, ki prav tako izkorišča nenavadno, recimo danost terena za kako vojaško obrambno funkcijo, ali pa da gre za zemljiško razdelitev parcel v nenavadnih oblikah. Tako, to je dobro vprašanje. Dejansko, ko ste na krasu, ko se sprehajate po krasu, vedno naletite na kakšen zid. Teh zidov je, kakor hočete, iz različnih obdobij, iz različnih časov, z različnimi funkcijami in tako naprej. Kar ločuje ta zid od ostalih zidov, je ravno ta prostorska logika. En glavni argument je bil, da v bistvu morfologija teh zidov, kot jih lahko prepoznamo, umeščenost v prostor, prostorska logika, logika vidnosti, analizirala so s pomočjo geografskih informacijskih sistemov, kako se te stvari vidijo, in dejansko ta logika, da živali, ko pridejo v ta lijak, vidijo zidove na horizontu, se pravi, na obeh straneh vidijo zidove, ampak pasti tega zaključka enostavno ne vidijo šele zadnjih par metrov na koncu. Se pravi, so zelo spretno umeščene v krajino. Tako da to pa ob tem, da so te strukture dejansko identične, podobne stvarem, ki jih poznamo iz Bližnjega vzhoda, mislim, da je dovolj dober argument, ki pokaže, da gre dejansko za lovske strukture. In nobena druga pojasnitev ne more pojasniti, zakaj jih tle vidimo. Saj mi dva sva imela kar nekaj hipotez, pa sva poskušala pogledati, kaj bi lahko vse bilo. Ampak nič od ostalih alternativnih hipotez, kot recimo obrambni zidovi, zemljiška razdelitev, enostavno v tem primeru nima smisla. Zakaj pa so ti lijaki nekateri tako dolgi, večkilometrski, celo nekateri pa recimo samo 100 ali pa nekaj 100 metrov? Tukaj gre za pogojenost same krajine? Ja, jaz misliva, da je stvar krajine in kje natančno so umeščeni. Tisti, ki so krajši, ponavadi zapirajo neke manjše dolince, neke manjše prehode. Ta največji, ki je skoraj 4 km dolgi zidovi, očitno zapira ta večji prehod. Tako da verjetno je vezano, to zahteva še celo serijo raziskav, to odpira cel kup različnih vprašanj, ampak zdi se, da velikost ustreza
prostoru ali pa zajetju, odkot so lahko prihajale te živali. Ne. Podoba vsake krajine se seveda spreminja z erozijo, potem podnebnimi spremembami, pa recimo zemeljskimi plazovi, poplavami, z velikimi sušami, interakcijo med okoljem, človekom, živaljo. Gre za različne kulturne prakse. V kakšnem stanju pa so zdaj ti recimo zidovi, če jih recimo gremo pogledat, ali so še vedno tako visoki, kot so bili takrat, ko so bili zgrajeni, so kamni odnešeni, jih je burja raznesla okrog recimo? Presenetljivo dobro hranjeni. Za tako starost, to je bil najin glavni pomislek glede starosti, kako da so ti zidovi tako dobro hranjeni. In dejansko na terenu, nekaterih delih so hranjeni še recimo do pol metra, do 3/4 metra visoko, se pravi 3-4 vrste kamnov zložene, ne. Pasti same, ki so dejansko zgrajene iz masivnih kamnov, se pravi tiste škatle v vrtačah, so dejansko monumentalne, še zdaj stojijo, ne. Ponekje seveda so bile uporabljene in preuporabljene za mejne zidove, kot te zidke kasneje, ampak ko smo analizirali te zidove, midva so uporabljala tridimenzionalno skeniranje, poskušala sva računati volumen ruševine, koliko je to originalno postavljalo, koliko je bil zid originalno visok, sva ugotovila, da so tako spretno izkoriščali skalno podlago. Ne, se pravi, ta zid ti zidovi so postavljeni direktno na skalno podlago, kar pomeni, da ni delovanja korenin in tako naprej, premikanja, in v zid so običajno vkomponirali večji stoječi kamni. Ne, kot da bi videli neke kamne, neke skalne čoke, ki štrlijo iz tal in jih vkomponirajo v zid, in to verjetno je razlog, zakaj jih potresi, korenine, burja ni tako uničilo, kot bi pričakovali, da jih. Ne. Kot je bilo seveda že povedano, seveda ne pride do sprememb samo v naravni krajini, ampak tudi kulturni krajini, ponavadi stalno poselitvijo ali pa s kmetijsko dejavnostjo, recimo, ko gre za izsekavanje gozdov in pa za čiščenje same pokrajine. Kaj bi rekli, do kakšnih sprememb je morda prišlo pred približno 3500 leti oziroma v 2. in 3. tisočletju pred našim štetjem je prišlo do recimo sprememb v demografski sliki, socialni sliki, geološki sliki, podnebje in vreme nista več sodelovala, je recimo prišlo do iztrebljanja živali, da so potem opustili tako gradnjo. Kaj menite, da se je tukaj zgodilo? Ja, zdaj ta datum 3500 pred našim štetjem je to, kar arheologi rečemo terminus antequens. Skratka, postavlja nam zgornjo mejo za starost teh struktur. Se pravi, te strukture so gotovo starejše od 3500 pred sedanjostjo. Ne. Mi dva sicer misliva, da so bistveno starejše. Ne. Nimava še neposrednih datumov, ampak misliva, da so stare tam 8000-9000 let. Najni argumenti za to starost so seveda da te strukture funkcionirajo, delujejo samo v odprtem prostoru, se pravi, ko na Krasu ni bilo gozda in na Krasu ni bilo gozda v ledeni dobi in tik po ledeni dobi, se pravi 10 000, 9000 pred našim štetjem. In druga stvar je, ko smo analizirala arheološki material iz najdišč na Krasu, je pomen lova, sploh lova na jelene. Lov na jelene je bil pomemben v tej srednji kameni dobi, mezolitiku, kasneje pa ne več. Ne? Z udomačenimi živalmi, z pojavom gradišč, živinoreje, poljedelstva, enostavno lov ni bil več pomemben. Zato menva, da v bistvu so bistveno starejše od 3000 pred sedanjostjo in mislijo, da so tam nekje 10 000 let pred sedanjostjo funkcionirale te pasti. Ne? Je pa zanimivo, da ta datum 3500 ustreza nekim drugemu velikemu dogodku na Krasu. Ne? To je čas, ko na Krasu enostavno ljudje začnejo odpirati gozd, krčiti gozd, požigati, ko se Kras spreminjajo v pašnik, ko vidimo vse te strukture in dejansko kaže prav ta vzorec oglja, ki so ga datirali v 3500 pred sedanjostjo, da je takrat, ko so začeli Kras odpirati, sekati gozd, je ta struktura bila že opuščena.
Kaj pa je mogoče povedati o vedenjskih selitvenih navadah in praksah teh ljudi, ko so bili zidovi še postavljeni? Rekli ste, da so znali opazovati vedenje živali in tudi čas njihovih sezonskih selitev. Kaj pa ljudje sami so cirkulirali, so krožili, so bili nomadi, polnomadi, so bili samo nabiralci in pa lovci na divje živali, so poskušali kolobariti, so recimo prišli za določen čas in tudi ostali tu nekaj mesecev. Letni čas, celotno sezono si vzeli čas za grajenje teh preprek, ali pa so že razmišljali o pašništvu in poskušali del teh ulovljenih živali recimo zagraditi, udomačiti v nekem smislu ali ne? Ali so to samo... Dobro vprašanje, odlično vprašanje, odlična iztočnica, zato ker na Bližnjem vzhodu dejansko je udomačitev živali verjetno povezana tudi z lovom in z uporabo teh velikih konstrukcij. Je pa res, da tam so morfološko malce drugačne. Na koncu nimajo pasti, kamor živali padijo, si polomijo noge in umrejo, ampak imajo neke vrste oboro, kjer lahko naredite izbor živali, kjer jih enostavno ulovite kot žive živali. Tega nimamo na Krasu. Tle so dejansko živali bile ulovljene in cilj je bil ubiti žival, dobiti meso. Ne? Ko so vprašali, kdo so bili ti ljudje, če velja najna hipoteza, da gre za mezolitske lovce-nabiralce, so bili to dejansko mezolitski lovci-nabiralci, ki so bili verjetno precej mobilni, in zelo verjetno so imeli izrazit letni cikl. Se pravi, da v enem delu leta so se verjetno več skupin zbralo skupaj in ravno te strukture kažejo na to, kaj so počeli takrat, ko so prišli skupaj, se pravi, lovili živali in verjetno imeli tudi neke pojedine, gostije in tako naprej. Drug del leta pa so migrirali, potovali okrog in tako naprej. Kot rečeno, ulovili so naenkrat vsaj 50 do recimo, kot menite, 100 živali, gre za ogromne količine mesa, ki jih je bilo treba hitro razdeliti, hitro použiti, hitro konzumirati, pojesti, kolikor se je dalo, ali pa poskušati hraniti in posušiti, predelati to meso, kar pa verjetno niso počeli in so zato, kot pravite, verjetno prirejali določene festivale, obrede, druženja, morda je prišlo tudi do obredno-festivalskega prenajedanja, skratka, do veselic. Ja, jaz mislim, da to vrstne strukture niso stvar neke akumulacije, hranjenja in tako naprej mesa, ne, te logike, ko bi rekel, kopičenja, ampak so predvsem infrastruktura druženja, ritualov, gosti in podobnih stvari. Ne. To je bila čas, ko so te živali migrirale in ko so jih ulovili, je bila priložnost za zbiranje večje skupine ljudi, ne, družin, skupnosti, ki so se poznale, bile med seboj povezane s porokami in tako naprej, so prišle skupaj, organizirale lov, naenkrat dobile velike količine mesa in organizirale festivale, praznike, gostije in tako naprej. Ne. Zanimivo je, ko govorimo o rabi teh struktur na Bližnjem vzhodu, ne, tam so povezane z začetki monumentalne arhitekture, z umetnostjo in podobne stvarmi. Skratka, to je infrastruktura, ki na nek način poganja simbolno kroženje, darila, rituale, festivale in podobne stvari. Ni pa iz tega časa na Krasu nobenih sledi, nobenih odtisov umetniške dejavnosti, simbolne dejavnosti, duhovne dejavnosti, ki bi bila izražena v teh kamnitih strukturah, v tej arhitekturi, ni sploh nobenih upodobitev kakršnih koli motivov, ne le motivov recimo živali, lova, sploh ni nobenega odtisa na kamenju v prostoru, nobenega znaka, ničesar takega niste našli. Ne, ničesar. S Krasa v bistvu ne poznamo ničesar takega. Očitno gre za neko drugačno dinamiko kot na Bližnjem vzhodu, ker se ti presežki, tam se porabljajo za te velike monumentalne strukture, kot je Gobekli tepe in tako naprej. Tle pa očitno bolj za socialno življenje, za gostije, rituale in podobne stvari. In dejansko imamo celo arheološke dokaze o gostijah. Ne. Kolega Preston Miracle iz Univerze v Cambridgeu je kopal v jami Pupična peč na Učki
par 10 kilometrov stran, še pred odkritjem teh pasti in dejansko odkril dokaze, da je šlo v jami za neke velike gostije z množico jelenov, ki so jih razkosali, ki so jih jeseni najverjetneje skupaj jedli. Tako da imamo tudi neodvisne dokaze, da je šlo za neko intenzivno, družbeno, ritualno življenje teh ljudi. In kakšno je to recimo ritualno, obredno, mitološko ozadje, poleg seveda teh gostij in festivalov? Animistično, duhovno življenje, morda ob tem so uporabljali tudi kožo kosti živali, morda rogovje. Ja, verjetno logika ali pa mitološki svet teh ljudi je na nek način animizem. Ne? V animizmu ljudje je kozmo na nek način podružbljen. Ne? Ljudje so del nekega večjega družbenega okvirja, v katerem nastopajo tudi živali, duhovi in podobne stvari. Ne? In seveda to masiven lov na jelene ustvarja neke vrste dolg do zaščitnikov živali, do živali samih in tako naprej, ki ga je treba povrniti skozi neko ritualno vračanje, ne predpisan način, kako se použije te živali, neke festivale, plese in podobne stvari. Ne. Skratka, so del neke večje, družbene dinamike, ki ne vključuje samo ljudi, ampak tudi živali, duhove, bogove in podobne stvari. No, rekli smo prej, da ste se tega podviga lotili na gverilski način, se pravi tega raziskovanja, te najdbe, da ste delovali recimo brez okrilja neke institucije, neke ustanove, da ste bili verjetno zelo samoiniciativni, na pogon radovednosti in vznemirjenosti, verjetno brez večje podporne infrastrukture. Kaj to pomeni? Ne, ja, zdaj, da ne bo narobe razumljeno, ne, da so se šla tle neko dejansko gverilo. V resnici pač s Tomažem sva dobra prijatelja, sošolca in tako naprej. In skupaj raziskuje tudi Kras. In dejansko, ko sva odkrila te strukture, se nama je zdela ta stvar tako odštekana, tako nenavadna, da enostavno nisva verjela, da pač je to možno umestiti v neke projekte in podobne stvari. Tako da sem se tega lotila sama, ne, v prostem času, po podnevih in tako naprej in tako naprej. Z namenom, da prideva temu do dna. Gnala je radovednost, gnala je trma in to je verjetno ta vidik gverilske arheologije. Ne? Da v bistvu tle znanje ni producirano skozi neke projekte, inštitucije in tako naprej, ampak da v resnici zadnji je vedno trma in tako naprej. Je pa seveda tudi to drži, da inštitucije, v katerih so zaposlena, so seveda nama pomagale. Radiokarbonske datume je financirala moja programska skupina na oddelku za arheologijo, ki se močno zahvaljujem. Objavo članka je financirala. Tako da seveda ne gre za to, da bi mi dva se poskušala delovati mimo ali pa onkraj inštitucij. Ampak samo odkritje, samo ta strast ob prepoznavanju nenavadnosti te stvari naj je gnala, da sva to počela v bistvu sama. Na začetku. No, poleg tega, da je bil članek objavljen v slovenščini, se tudi tuja strokovna javnost zanima za to odkritje, za te raziskave. Ste dobili, poleg tega, da so v ugledni tuji strokovni reviji v angleškem jeziku izdali, objavili vaš članek o tem, ali odkot drugod iz mednarodnega strokovnega prostora, strokovne javnosti poslali še kak drugačen, celo bolj zanimiv signal za trajnejše morda sodelovanje tukaj, za drugačno podporo recimo samemu projektu in raziskavi? Ne, v bistvu ta članek v tej dosti prestižni reviji, Proceedings of National Academy of Sciences, v bistvu nama omogoča, da v bistvu zdaj kredibilno nastopava tudi do kolegov v tujini in tako naprej. Kolegi v tujini odzivi so precej pozitivni, ne? Predvsem ljudje, ki se ukvarjajo z temi strukturami na Bližnjem vzhodu, tudi drugje po svetu so v bistvu navdušeni, da to ne gre za lokalni fenomen. In to odkritje in objava je v bistvu nastopila v dosti hvaležnem času. V zadnjem času namreč prihaja vedno več dokazov, da tudi drugje po svetu poznamo podobne načine skupinskega lova. Tako da
Par mesecev nazaj je bil objavljen članek o podobnih strukturah v Južni Ameriki, v Čilu in Peruju. Kakšno leto, dve nazaj je bil objavljen članek o taki podobni strukturi, ki je zdaj potopljena pod velikimi jezeri v Severni Ameriki. In leto nazaj so kolegi iz Nemčije našli v Baltskem morju kilometer dolg zid, potopljen, za katerega niso točno vedeli, kaj je, ampak so mislili, da gre za del take strukture. Ne. Zdaj, ko te stvari nekako seštejemo skupaj, vidimo, da ta vzorec skupinskega lova na črede živali je očitno nekaj, kar je globalen fenomen. Kaj pa recimo ta razvoj same tehnologije, se pravi opazovanja, ti lidarski posnetki zraka, to je kar uveljavljen način terenskega dela, pripomoček terenskega dela, raziskovanja, pregledovanja, mapiranja, ugotavljanja sprememb v strukturah reliefa, površin, morda tudi bolj globokih struktur. Gre za zelo uveljavljeno tehnologijo, ki recimo pomaga odkrivati umetne objekte nekdanjih civilizacij, nekdanjih poselitev na različnih območjih sveta. Marsikaj je bilo na hitro in na novo odkrito, marsikaj od tega, kar je stalo recimo pozabljeno ali pa nismo opazili stoletja, pravzaprav tisočletja nihče tega ni odkril. Ja, v bistvu brez liderja teh stvari ne bi odkrili. Lider nam dejansko omogoča, da te stvari dejansko ugledamo in vidimo. Kot sem rekel, ko se sprehajate na Krasu, posod trčite ob kakšen zidek in tako naprej. Še ta pogled od daleč, od zgoraj, nam omogoča, da te stvari vidimo kot celoto in razumemo, kako so umeščene v krajino in v prostor in tako naprej. Tako da brez liderja seveda tega odkritja ne bi bilo. Doktor Dimitrij Mlekuž-Vrhovnik, kako pa vam je samo to odkritje spremenilo poglede ali pa korigiralo poglede in znanja ter vedenja v zvezi z življenjem v nekih davnih zgodovinskih časih pred tisočletji pri nas, v zvezi z družbeno organizacijo, politično organizacijo, samim organiziranjem ljudi, njihovo kohezivnostjo, ko je šlo za lovsko, gospodarsko, ekonomsko dejavnost in kakšna duhovna sila so bili, kakšen je bil ta skupnostni napor, kakšne so bile te premišljene strategije preživetja, kakšne so bile njihove še neznane taktike, strategije, dinamike, kako so se prilagajali na podnebje, kako je to, kar so odkrili, spremenilo lokalne ekosisteme. Kdo in kakšni so bili ti lovci, ki so zasledovali, vabili živali s ciljem, da jih uplenijo, kar so tudi jih, odkot so prišli, kam so šli, so se ravnali, so se orientirali predvsem po naravnih ciklih, ali so imeli že bolj kompleksno življenje, simbolno življenje, ritualno življenje, duhovno, bogato, močno, raznoliko, predstavno življenje, nasploh so morali biti miselno in možgansko zelo aktivni, glede na to, da nam še danes postavljajo vprašanje in uganke o njihovem življenju, recimo samem načinu lova so bili precej inovativni, pa poznejše dobe in človeške skupnosti niso znali uporabiti ali razvozlati njihovega znanja. V naših poenostavljenih predstavah o ljudeh nekdaj, ki naj bi bili seveda po našem manj razviti, naj bi imeli tudi manj kompleksne organizacije, tudi čustveno niso bili tako zahtevni, njihovi miselni potenciali in zmožnosti so bili tudi bolj elementarni v primerjavi z našim časom. Si pravzaprav sploh ne moremo predstavljati, da so lahko določena znanja iz preteklosti irreverzibilna, da smo z njihovimi dobrimi in uporabnimi praksami ter znanji marsikaj izgubili in je šlo v nekakšno slepo črevo. Ja, zdaj te naše predstave o
v preteklih ljudeh, sploh paleolitiku, mezolitiku, kot nekih bistveno bolj preprostih, enostavnih, se nam seveda podirajo. Ne. Ti ljudje so imeli prav tako intenzivno, bogato, družbeno in politično in ritualno življenje, kot ga imamo mi. Morda še bolj bogato, kot imamo mi. Ne. In to v zadnjih letih se je pokazalo, da dejansko te družbe so bile prav tako kompleksne, kot jih poznamo danes, z intenzivno politično dinamiko, z bogatim družbenim življenjem. Tudi te skupine ljudi so očitno bile večje, kot smo si predstavljali. To odkritje nam mogoče odstira en zanimiv fenomen, kaj se je dejansko zgodilo z ljudmi, ki so v ledeni dobi poseljevali ta prostor severnega Jadrana, ki je bil med ledeno dobo kopno. Ta velika severno-jadranska ravnica je ta prostor med višine Zadra, recimo Ancone, pa vse do Tržaškega zaliva, ki je bil v ledeni dobi kopno. Tukaj je tekla reka Pad, prednik reke Pad z pritoki, tukaj je bilo veliko mokrišč, bogati ekosistemi in tako naprej. In v zadnjih letih smo ugotovili, da je bil to eden ključnih prostorov, kjer so ljudje dejansko preživeli vrhunec ledene dobe. In se po koncu ledene dobe od tu razširili v celo Evropo. Skratka, prezimili so ledeno dobo. In tukaj je moralo živeti zelo veliko ljudi z intenzivnim življenjem in tako naprej. Ob koncu ledene dobe seveda začne morska gladina naraščati in jih počasi potiska proti severu. Ne. In v zadnjih letih smo prepoznali cel kup različnih aktivnosti pa odzivov teh ljudi na te nove spremembe, dogodke, ki se dogajajo, ne? Od specializiranega lova na skuše, recimo na Korčuli, do izkoriščanja hribov in podobno. In ta zgodba s Krasa je en prispevek k temu mozaiku, kaj se je zgodilo s temi ljudmi ob koncu ledene dobe. Ne? Se pravi, ljudje, ki so bili kjer jih je morje potisnjeno v Tržaški zaliv, v enem trenutku začnejo izkoriščati Kras, ki je bil med ledeno dobo kamnita puščava, tukaj ni bilo ničesar. Enkrat postane to zanimiv prostor, začnejo graditi konstrukcije in to nam seveda da na nek način posredno sliko, kako bogato in zanimivo in kompleksno je bilo življenje teh ljudi, prav Evropejcev, ne? Ljudi, ki so kasneje poselili celotno Evropo po ledeni dobi. Se pravi, da bi tukaj bilo lahko pravzaprav jedro potem človeka, ki poseli neolitsko Evropo. Ali raje bronasto? Ja, v bistvu ne toliko neolitsko, ker neolitski ljudje, se pravi v neolitiku, imamo precej velik dotok ljudi, ki pridejo z Bližnjega vzhoda. In to so potomci tistih ljudi, ki so gradili te velike konstrukcije tudi na Bližnjem vzhodu. Ampak to so ljudje, ki so tukaj v Evropi živeli, ko pridijo tile kmetovalci, živinorejci iz Anatolije in Egeje. Ja, tako. Kakšni pa so morda zadržki ob teh odkritjih, ob teh objavah, recimo ob teh tezah, hipotezah, teorijah, recimo kdo tudi nasprotuje s kakimi protiprimeri? Načeloma niti ne. Med strokovno javnostjo so vsi verjamejo, so prepričani, da gre za pasti, da gre za te konstrukcije. Težava je seveda z datacijo. Kot sem že prej rekel, imava zgolj tako en terminus antequem, se pravi zgolj datum, za katere vemo, da je pa starejša. Ne vemo pa točno, koliko je ta stvar stara. Načeloma je take strukture zelo težko datirati, ker tukaj ljudje ne puščajo odpada in tako naprej. Te konstrukcije so bile verjetno vzdrževane, čiščene, živali, ki so popadale noter, so jih odnesli, so jih razkosali drugje, tako da nimamo nekih velikih vzorcev, tako da stvari je relativno težko datirati. Ampak kljub temu to ostaja veliko vprašanje, koliko so v resnici stare, koliko časa so trajale, koliko časa so bile v uporabi in to je nekaj, kar namerava v naslednjih raziskavah najprej posvetiti temu vprašanju. Dr. Dimitrij Mlekuž, Vrhovnik, najlepša hvala za ta pogovor, oddaji Glasovi svetov in še veliko takšnega navdušenja o presenetljivih in včasih tudi malo manj presenetljivih odkritjih. Srečno! Hvala vam.